mnogo besed se bo danes pridobilo, ampak nič za to se bo bolj zapomnil. Spoštovani, vem, da je veliko vas že prebralo knjigo Glava Vlada. Vsem, ki jo še niste, pa je to priporočal. Vseeno pa vam nekako predstavim življenje in delo moža, ki se ga danes spomnim. Duhovnik Janez Hladnik se je rodil 22. decembra 1902 v številčni družini 14 otrok v kraju Vrhovec, Župije. Kot otrok si je prijeli izkosti poškodoval nogo, zato ni mogel poprijeti za vsako delo in odločitev, da gre v šole in delo na ostalo. Krstnik za kremenci je devedna, ki je prevedel v cerkvi svetega Šentjela v Rotah, kjer je bil tudi novo našo. Kot kaplan je deloval v dekliki in po nekaj letih zaradi politične aktivnosti pripričenega Zagreba. Tudi Zagreb ni bil primerjen kraj za zavednega Slovenca, ki je že med študijem zašel v okrog doktornega Vlada Erika. Tako so ga po enem letu zopet premestili takratno poslanici na trg. Že pred odhodom v Zagreb se je začel zanimati za Argentino, kjer je duhovnik Jože Kastelic iskal svojega pomočnika. Po evharističnem kongresu 1935, pri katerem je bil zelo prijaven, je stopil svojo grošnjo na Škofja. Grošnja je bila odobrena in tako je že proti koncu leta potoval v Argentino. V Argentin je prevzel uredništvo revija duhovno življenje, za katero tudi večino sam pisal. Med drugo svetovno vojno mu je o dogajanju v domovini poročilo pošiljal Franz Grabošek, poslanec Slovenske ljudske stranke, ki je prav tako našel. Od njega je izvedel tudi za src svoje mame leta 1941 in za smrt grada Francepa leta 1942. Iz poročil, ki jih je dobilo, si je počasno ustvaril sliko o dogajanju v domovini. Po koncu vojne mu je znova pisal Grabošek o 20.000 slovenskih beguncih in je uspel pokožiti iz tako imenovane svobodne domovine. Tako je pričel iskati možnost za njihovo rešitev. Poskusil je tudi v Čimu in v Gruju, vendar ne uspešno. Končno je dobil pot do argentinskega predsednika Perona in mu je dal dovoljenje za vstop 10.000 beguncev. Takrat pa se je njegovo delo še začelo. Moral je prevzeti skrb za namestitev, iskanje služb, finančnih sredstev, skratka za vse. To je nakratko. Več pa v njegovem delu preberite v preomenjenih knjigi od Glava Vlada. Takratne čase je težko oziroma nemogoče primerjati z današnjim. Je pa v ljudeh neka želja po časih, ki se jih v naših srcih spominjamo, z lepih spominjami. Tudi želja, da bi se lepi trenutki vrnili in tudi naše slovenske pesmi povopili. Ena takih je vse znana Koroška ljudska, Čej so tiste sredice sočasnike. Danes pa mi bodo zapeli člani Mladinskega pevskega zbora in